To je tale, vrnta špičast. Sam da pri ljudeh je malo manj špičast, kot pri kakšnih zvereh, recimo pri levu, a ne? Dobro jutro. Veš, danes je na vrst pa avto, s katerim se vozim že kar nekaj časa in se mi je zdel pomemben, da sem si vzel čas zanj, ker je tudi ta avto v povezavi s slovenskim trgom zelo pomemben. A veš zakaj? V šusu, ki ti dobiš v roke en avto, ki ima pri nas velike zgodovine, ki ima slavne pa zelo priljubljene predhodnike, ni kar vseeno, na kakšen način se ga lotiš. A je res? Mogoče preden se lotimo Peugeota, pošilju točen, kjer ga v teh dneh testiram tudi tale avto, Kia Exceed. Fajn, zanimiva. Eno sem že vozil z avtomatskim menjalnikom, zdaj pa na vrsti ročni. Veš pa tale barva zelo taka energična. Ok, pejmo. Ja, pa fake rory, tudi to. No, evo vidiš, tole je pa ta nov Peugeot 208. 3, 4, to je tole. Počakam, da se ogreje, da lahko brez bunde vozim, a ne? Da upoštevi samo eno pravilo, pa boš veliko varnejši. Sprav, ko si nadaneš varnostni pas, to ni dost. To tudi približno ni dost. Zategam si ga, predvsem pa ne pas teče neposredno čez ramo. Ne tukaj. Tukaj nismo nič naredili. Tukaj bo telo zanihalo veliko bolj, kot bi si ti želel. Razumeš? Pas te ne bo učinkovito ustavil. To se pravi, če se že usedeš v avto, pa prosim le za kratek čas v taki debeli bundi, kakšni koljakni, pravzaprav ne pas teče tesno, tukaj ob rami, čez ključnico. Okay? A ja pa še neki, avto je tako fejst usran, veš, there's limits. A veš, obstajajo meje, ne? Kdaj še rečem, dober, je usran, ampak ni tako hudo gremo snemat, kdaj je pa... Evo, avto je squeaky clean. Kaj, z glancu poba! Pa mogoče sada še ena stvar, ki se mi zdi malo hecna. Dizajnersko prijemo pol predstavko, ki si jih do tega, ne? Se mi zdi, da so pa vse naredili eno malo hecno potezo. A si ti že kdaj v lifeu videl manjši avto z večjo loputo za tanka? A veš, ameriški lovci imajo toliko velike, samo oni tankajo v zraku, pa rabijo nacilat, ker ta velik dol spusti cev, pa mora on preleteti, pa ne. Tukaj pa se mi zdi, da bi lahko to drugačno. Ok, zdaj pa kar moram, tako mi je naročila moja draga žena, skočiti v Europark nekaj kupiti. Me zanima, če bi oni kaj proti, če bi jaz naredil tale vlog na njihovi strehi, tam na vogalu, ker vem, da ni preveč ljudi, pa po moje bomo tudi mer. Bežmo! Round, round, round we go. Ok, dajmo začeti. Tole za mano je, tako kot je po moje že jasen, pa tako, kot sem rekel, Peugeot 208. Zgodovina tega modela, če upoštevamo tudi 205, ki je prišla na trg leta 1983, če se ne motim, je zelo pestra, bogata, tudi športnih uspehov, pa še česa. Najbolj uspešen po prodajni plati je bil Peugeot 206 in mimogrede jaz danes še vedno trdim, da je bila 206-tica najbolj posrečen Peugeotov malček, ko pride do oblike. Bil je tudi daleč najbolj prodajan, pa ne samo to. A veš, jaz se še zdaj spomnim ene najbolj posrečenih avtomobilskih reklam, kar sem jih videl, in narejena je bila prav zato, da so pušali 206-ko. V Indiji mislim, da se je dogajala in ker tip ni mogel imeti svojega 206, si ga je pa naredil. In če sem jaz zdaj to na YouTubeu najdel, sem dal en klip sem. No in moram reči, da to, kar ponujate nov 208 je, tudi če ga jemlješ povsem kompletno, videz, tehnologija, vozna dinamika. In koliko pa zakaj je ta paket Orang, bom pa razložil zdaj. Tako da sladko-kisle 3-4 zdaj. Prva sladka oziroma stvar, ki jo je treba pohvaliti, veš, Peugeot 208 je en tak zelo velik multitalent. Lahko je bencinar, lahko je dizel, lahko je pa, sicer kmalu bo tako,
tudi električen. 208e se bo imenoval. In v tem pogledu 208 valjda spominja na Opelovo Corso, ne pozab, da sta zdaj oba na en način pod eno streho, odkar je Opel, mislim, da je ne 3 leta nazaj prišel pod okrilje koncerna PSA. In zdaj te zanima, zakaj jaz to poudarjam, zato ker je to vredno poudariti, ker ni veliko malčkov, ki bi takšen komplet sploh ponuja. Ok, druga sladka, dizajn. Lej, mogoče malo pričakovano, ampak pismo, dobro si oglej spreden del, pa do podočnikov na njegovi desni oziroma levi strani sploh še prišel nisem. To je tale, vrnta špičast, samo da pri ljudeh je malo manj špičast, kot pri kakšnih zvereh, recimo pri levu. Moram sicer priznati, da tale vizualna dinamika takole z boka malo pojenja, ampak boj, ko priješ pa ti do zadka, ne? O tem smo že govorili. No, glavno, ampak ko priješ do zadka in do te oblikovne dinamike, stari, meni se zdi precej posrečen. Tudi ta črn trak, ki povezuje tele kremple, vidiš, pa še na drugi strani trije, se mi zdi posrečen. Je pa res, da smo to oblikovno drznost že malo pričakovali. Ne pozabi, Peugeot nas je na vse skupaj že malo pripravil, konec koncev s 3000 pa s 5008. Ok, gremo naprej. Tretja sladka, kokpit. Brez veze sem se zdaj notro usedel, ki ga moram iti kot do zunaj pokazati, če hočem poudariti to zelo predrzno obliko. Se mi zdi, da prav sovoznikove strani ta drznost, dizajn, ta razgibanost, ki gre od majhnega volana prek armaturne plošče, vse do te strani, najlepš prije do izraza. Lega, vlak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, halo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 vagonov skozi Maribor je šlo. In razgibanost te kabine, armaturne plošče, je ena taka stvar, ki se jaz po mojih izkušnjah z drugimi sodobnimi Peugeoti, predvsem s 3000 pa s 5008, ki sem jih prej že omenil, jaz se je ne morem naveličati. Vse to sem že parkrat rekel, da imaš feeling, da sediš v konceptnem avtu. Dober, pa poskrbel so za fake carbon fiber. Govorim o tele površini tukaj, mimogrede, materiali, ki so v kokpitu uporabljeni, so odlični, zelo malje trde plastike. No, pa ta fake karbon, ne, je pa še tukaj okrog. A vidiš, kako je lepo razgiban, no? To sem hotel poudariti. Kako gre potem tukaj globoko noter, kjer je gumb za zagon motorja, pa pride spet ven, pa se uvije potem na levo stran, na sovoznikova oziroma voznikova vrata. Veš pa še na drugi strani te razgibanosti, kada je ni konca. Poglej to. Poglej, nič manj, če ni še bolj dinamično z tega konca. Poglej, na kakšen način je digitalni kokpit, kada ima ene svoje vrste sodobno kletko, iz katere potem ven kuka. In tudi ta je razgibana, vidiš, z lukenami na levi pa desni strani. Pa še ena stvar je, ki se mi jo zdi vredno izpostaviti, gre za ene take vrste vizualen trik, katerega tehnologija po mojem ni preveč zapletena. Peugeot mu pravi 3D kokpit. Gre pa za to, da se ti številke na digitalni armaturni plošči pa podatki prikazujejo v dveh plasteh. Se pravi, ti vidiš prvo in potem vidiš še drugo in prideš tega 3D feelinga. Poglej, v leru malo pogaso stisnem, pa gre obratomer gor. Vidiš, ko se skupaj kaže v dveh različnih plasteh, v primerjavi z recimo rangeom tam zadnji ali pa temperaturo. Dobro, pa še par takih vizualnih bombončkov, ki so dejansko tudi uporabni. Vmesnika se ne bom preveč dotikal, čisto ok, uporabno prišli na dotik. Tale vrsta gumbov tukaj, ta tudi ni švoh, jo poznamo iz Peugeotov že zelo dolg časa. Uporabnost, sestavljenost, kakovost samih materialov, to sem že prej omenil, kar v redu. Pa ajde, preden gremo naprej na četrto sladko, pa potem na kisle in tako naprej, kako se Peugeot 208 pele. Na en način moram reči, da ni izrazito športen, me pa malo spominja na Clio. Prav z veseljem zavije v vink, malo je športnost podarjena tudi zaradi četrte sladke, do katere hitro pridem. A ja, valjda pa motorja sploh nisem omenil. To, kar vidiš zdajle, je lično zapakiran 1,2 litrski trivaljnik. Bencinar valjda, po mojem, ne rabim poudarjati, da je pogon speljan na sprednji kolesen par. Živahen motor, ki je lahko varčen, zelo hitro zna pa tudi zelo veliko popiti, zato ker je živahen. Jaz moram priznati, da sem šel s porabo ene parkrat krepko čez 7 litrov, zato ker se mi je bilo luštno voziti, pa znajdel sem se na takih lepih cestah, pa se mi je zdaj, zakaj pa ne. Ampak gre pa tudi veliko nižji. No. Pravzaprav se mi ta bencinar zdi ena boljših izbir, 74 kW. A to sem povedal, se ne vem več, kaj govori. No in to je to, kar se motorja tiče. Ok, zdaj na vrst pa četrta sladka. Vem, da sem o kokpitu že govoril, o celotnem feelingu v kabini. Veš kaj je četrta sladka? Ta model, volan. Poglej, majhen, športen, presekan zgori in spodi, zelo lepo sede v roko in na en način imaš feeling,
Pa nima veze, kje se voziš, lahko si v mestu, na avtocesti, na običajni cesti. Tole držati v roki in šoferati je pač en poseben vrste vesele, če mene vprašaš. Ne vem, tako posrečen se mi zdi. In čisto vsako rondo, ki se ga lotim, mi je fajn tole delati. Dobro, čas za ta prvo kislo, pojmo spet nazaj not. Situacija z gumbi za zagon ali pa izklop motorja je takšna, da pač, ko se ga dotakneš, se mora nekaj zgoditi. Štekaš? Nič se ne zgodi! Glej, avto zdaj prižgan. Pa ni zdaj to tako huda kisla, vse na to se človek prvat, ne? Ampak Peugeoti pa Citroeni so znani po tem, da moraš ti tale gumbek, ko hočeš avto ugasniti, počasi tudi zalaufati, da ga moraš držati ekstra dolg. Druga kisla, ta je povezana pa s sedežem. A veš, kaj mene moti? Vidiš tega modela tukaj? Tukaj zadnji je tisti vrtljiv gumb za pomikanje naslonjala naprej pa nazaj. In ta zadeva je tukaj zadnji orenk skrita. Jaz si predstavljam, da bojo dame z prstani drsale po tele plastiki tukaj zadnji, da Bog pomagi. Mene vsakič roka boli, ko moram sem zaljubiti. Ok, pa še tretja kisla, čakaj, kje si? Leo, tukaj je. Veš, kaj je to? Kamerca. To sem pograjal že pri par Peugeotih. A veš zakaj? Veš, dejstvo je, da je kakovost slike te kamerce, stari let, kot ti mi rekel, že po dnevke svetlobe, kokor češ, praktično, vidiš, da je slika malo bolj švoh. Ko pa pade mrak, ali pa Bog ne noč, takrat je pa kakovost slike res slabša, predvsem v primerjavi s tem, kar vidimo drugod. Peta sladka, tukaj se nisem mogel odločiti, da bi omenil to, da se res veselim, da pelem ta električno verzijo, ampak sem se raje odločil, da poudarim, da se mi zdi, da je Peugeot 208 s to novo generacijo pridobil vsaj 250 kg tega mojo, se temu reče. Ker se mi zdi, da 208 to rabo. Konkurence ni malo, imaš Cliota, imaš Corso, Polo je še kar svež, pa kupenih drugih malčkov, ki se že tako borijo proti, včasih tudi proti kanibalizmu znotraj lastnih hiš, z raznimi SUV križanci in tako naprej. In Peugeot v tem trenutku kaže, da je v zelo dobri formi, kar se 208 tiče zunaj, znotri in kot celota gledano se mi zdi en tak lušten paket. To sem hotel reči, ko sem omenil ta mojo. Čeprav mojo je ponovadi da se ga težko določi. No in to težko določljivo se mi zdi, da to ta avto ima. Bo imel pa še bolj, ker bo prišel kakšen GTI, ne? Ok, to je to za danes. Ni, jaz moram v lekarno, pa ne, zakaj sem prišel. Evo imam, olint, vidiš, to malo ima zabasan nos, cela je nekaj razštelana, pa jo moramo skupaj spraviti. Kje si, Messi? Down, down, down we go, na 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 na. Home sweet home. Zdaj garažo razbal. Bam. Gasim se. Where is she? I have something for her. Mia. Boo! Hey. I got you something. Okay. Ooh. You know what this is? No. How are you feeling? Good. It's for your nose. Oh. All right. Can I open that? Yes, you can open it.